tokratni oddaji Spominska knjiga legend smo v Mengšu obiskali pisatelja, pesnika in etnologa Ivana Sivca. Leta 2019 je prejel iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja visoko državno odlikovanje. Red za zasluge za slovenski narod, za izjemno obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest. Dom in korenine. Jer lastovke gnezdijo, so dobri ljudje doma, življenje prinašajo z daljnega sveta. Jer lastovke gnezdijo, so dobri ljudje doma, družini podarjajo srečo brez gorja. Mengeš, ki leži na območju Ljubljanske kotline, ob vznožju hriba Gobavica, je že stoletja znano po različnih domačih obrteh, še posebej po izdelavi glasbil. Med znamenitostmi občine Mengeš izstopajo trije gradovi, med katerimi je najpomembnejši grad Jablje. Najdragocenejši umetnostni spomenik je cerkev svetega Mihaela v Mengšu, ki se med drugim ponaša s Plečnikovo krstilnico in spovednico. V Mengšu je večji obrat farmacevtske tovarne Lek. Sicer je Mengeš najbolj prepoznaven po izdelavi glasbil. Nekoč je bila to tovarna Melodija, iz katere so išli mnogi strokovnjaki, ki danes v svojih podjetjih izdelujejo harmonike, kitare in drugo. Mengeš je glasbeno mesto, saj so v Mengšu nastali številni narodno-zabavni ansambli. Danes smo se ustavili v Mengšu, kjer domuje magister Ivan Sivec, pisatelj, etnolog, pesnik. Leta 1949 ga je v Mostah pri Komendi povila mati Marija kot tretjega sina, na katerega je bil ponosen tudi oče Andrej, ki mu je kasneje povedal marsikatero modrost življenja. Odraščal je z bratoma Cirilom in Andrejem na kmečki domačiji. V osnovni šoli Komenda že nastopa na proslavah in recitira. Življenje in delo na kmetiji, ljudski običaji, ljudski godci, petje in pripovedi zgodb so vplivali tudi na kasnejše Ivanovo pisanje. Šolanje je nadaljeval na srednji elektrošoli na Vegovi v Ljubljani. Po šolanju se je zaposlil na RTV Slovenija, kjer se je ob delu posvečal študiju slovenistike na Ljubljanski filozofski fakulteti. Mengeš je gnezdo glasbe. Predvsem zaradi mengeške godbe, pa tudi nekaterih glasbenikov, ki izhajajo prav iz tega lepega mesteca v bližini naše prestolnice. Znanje po glasbilarstvu in izdelovanju harmonik. Včasih so v šali rekli, da se pri vsaki hiši v Mengšu nekdo ukvarja z glasbo. Ja, to je resno. Mi imamo v bistvu dve godbi, veteransko in pa normalno. Lani normalna godba smo praznovali 135 let. Letos praznujemo z veteransko godbo, ki smo bili pobudniki v Sloveniji 20. obletnico. Sicer pa je tudi kar precej ansamblov, ki njeni člani izhajajo iz Mengša, ali pa njegovi člani iz Mengša izhajajo. Pa seveda tudi ogromno obrtnikov, ki so se učili v melodiji, ki pač izdelujejo ali harmonike, kitare, kontrabase, ali to tudi popravljajo. A ne le glasbo, Mengeš je občina, ki ima še veliko več. Ima vse, ni stvari, da jo Mengeš nima. Je v bližini glavnega mesta, ima odlične povezave, ima zdravstveni dom, šolo, vrtec, vse, kar en kraj potrebuje. Seveda ima odlično lego, tudi športno infrastrukturo, pa seveda Gobavico, kjer se ljudje lahko sprehajajo, Dobeno, kjer se tudi kulinarično lepo vklaplja v kraj, in pa seveda prijazne ljudi. Med katere spada tudi naš sogovornik, sicer dolgoletni član in vodja alpskega kvinteta, ki ga vsi, ki imamo stik z narodno-zabavno glasbo, prav dobro poznamo. To je Janez Per. In Janez tistemu, ki si pride ogledat Mengeš, priporoča. Obvezno si mora ogledati Mengeško cerkev, kjer je znamenita krstilnica Jožeta Plečnika. Gospod Per še danes z alpskim kvintetom veliko potuje.
A tako kot pravi rek, tako pravi tudi Per. Povsod je lepo, a doma je najlepše. Bom rekel, zaveden Mengšan, imam rad ta kraj in tudi se mi zdi na kulturnem področju tudi kaj prispevam k temu, da je pač Mengeš tudi prepoznaven, tudi po Evropi, povsod se omenja kraj Mengeš, namreč jaz sem vodja alpskega kvinteta in seveda kot vodja imaš to možnost, da tudi na odru poveš, odkot prihajaš. Iz Mengša. Mesta, kjer si lahko v številnih domačnih in pristnih gostilnah in restavracijah privoščite kakšno dobro večerjo. Se kulturno udejstvujete na raznih prireditvah in dogodkih ter si privoščite uro ali dve športne aktivnosti ali rekreacije. Predstavlja si veliko avlo, zaobljene stopnice, v tem levem kotu nekje je dvigalo, sprehajajo se znana imena iz radia, televizije. Zakaj se Ivan znajde v tem prostoru in kako si doživljal prve dneve v tej hiši? Ja, vsi ti ljudje, ki praviš, da se sprehajajo tam ob dvigalu in pa ob stopnicah, so bili za mene veliki strički in tete iz radia. Mi smo že v mladosti doma v družini zelo radi poslušali radio, predvsem radijske igre za otroke in pa tudi za odrasle, detektivske zgodbe in pa seveda muziko, posebno četrtkov večer domačih pesmi in napevov, pa vesele večere z Ježkom. In ko sem te ljudi srečal od blizu, to je bilo za mene, kot da bi srečal bogove tam na licu mesta, in ko mi je kdo celo odzravil, recimo Ježek ali pa Marjan Kralj, to je bilo za mene prav nadušen, sem prišel domov, vem, da sem bratu pripovedoval, danes sem pa srečal Ježka. In rekel, res, kakšen pa je? In sem mu moral potem ene pure razlagati, kakšen je v resnici. Nekoč si zapisal, radio ni diagnoza, radioterapija. Kaj si mislil s tem? Ja, to mislim, da je kar točno. Nasploh v medijih so ljudje, to sem šele pozneje ugotovil, nastopajo ljudje, ki so nekako, bi rekel, zelo željni tega, da se pokažejo drugim, da pokažejo tudi svoje talente, da pokažejo nekako, kaj znajo in da nekako dobijo stik s širšim občinstvom. Kar pomeni v nekem smislu RTV zdravi te ljudi. Zato je terapija. Ja, nekdo te pa je razočaral na radiju, to je bila kukavica. Radijska. Radijska kukavica me je razočarala, to se ne spomniš, kaj bi hotel vprašati. Ker nisi vedel, da je to tak efekt, ti si mislil, da je to čisto drugače narejeno. V knjigi Radioaktiven si to zapisal. Kar se tiče kukavice, je seveda, jaz sem izhajal iz tehnične službe, pa sem si tudi v naravi vse predstavljal, da je to pač ima tam ujeto v kletki na kukavico in da jo rečejo, zdaj pa kukaj. Ampak je to čisto tehnična naprava, ki je kukala. Mnogi radijci in televizijci že takrat so se srečavali v Bangladešu, v Turistu, tebe ne srečamo. Služba in potem študij, v delu študiraš. Ti si en redkih bil, takrat si redno dokončal študij na Ljubljanski filozofski fakulteti in en redkih, ki je celo užival ob Toporišiču. Seveda, Toporišiča, če najprej to povem, vedno zagovarjam. On je v bistvu znanstvenik, ki je slovenski jezik razčlenil do podrobnosti, do zadnjega fonema. Nekaj podobnega se je zgodilo samo v poljskem in pa francoskem jeziku. Zdaj imamo na srečo tudi v našem jeziku. Zagovarjam ga pa zato, ker je bil super znanstvenik in zelo, zelo pošten tudi profesor. Drugače pa v bistvu stvar je v tem, da Toporišiča, kdor ga ne mara zaradi tega, ker ga težko preštudira. Ker v bistvu tisto, kar je on dal Slovencem, je fantastično gradivo in izredno znanstveno poglobljena stvar in ker je to veliko dela. Tudi sam sem 2 meseca intenzivno študiral njega in se spomnim, ko sem prišel na izpit, pa sem približno vedel, ampak res 2 meseca po 15-16 ur na dan sem študiral to. In ko na koncu pravi, kaj ću zdaj narediti? Jaz sem rekel, nič, jaz sem se kar malo oprl, sem rekel, gospod Toporišič, naredil sem. No, vse naredili ste že, ampak ali ste zaslužni za 7 ali za 8? No, sem rekel, 7 mi dajte, meni vseeno koliko. Ne, vaše znanje že nekako gravitira na 8 in tako naprej. In mi je dal še dodatno vprašanje in sem potem dobil 8. Seveda kmalu napreduješ v službi, postaneš novinar, kasneje tudi šef, kakor pravijo, tega uredništva.
Takrat se ti veliko potepaš po Sloveniji, spoznavaš podeželje, ljudi in njihove navade. Koliko je to potepanje in ta poznavanja vplivalo pri tebi na pisanje? Tudi sicer mislim, da vsaka pot, vsak stik, kamorkoli greš, vse te obogati. Jaz se pravim, preko službene poti sem srečal nekako enih 6 do 7 tisoč ljudi in 6 do 7 tisoč stikov ti sigurno nekaj pusti. Ne samo od najbolj preprostega človeka do, akademsko izobraženega, vsak ti nekaj da in tudi ti verjetno njemu nekaj daš. Enkrat mi je rekel France Urnik, direktor radia, je rekel, Sivec, imaš neskončno srečo, da hodiš toliko po terenu. Sem rekel, zakaj? Je rekel, zato, ker poznaš slovensko dušo. In res to me poznajo veliko, pa tudi že sprot nekako pomagalo pri reportažah, pa pri pisanju besedil, pa tudi pri pisanju knjig. Jaz sem vse, kar sem naredil, če sem kaj naredil, sem vse potegnil iz slovenskih korenin in v bistvu dal nazaj Slovencem. Tako da sem v bistvu, morda je malo zvišeno rečeno, ampak neke vrste preko medij, preko katerega se je tisto, kar so ljudje v resnici mislili ali pa čutili, se je to pretakalo iz enega kosa v drug. Ne samo v tem svojem uredništvu, ti si svojo sled pustil tudi še enih 2 drugih oddajah, predvsem je Lojtrica domačih, ki je takrat dobesedno prevetrila narodno zabavno sceno v Sloveniji in pa Četrtkov večer, tudi tam tebe srečamo. Zakaj se na Radiu Ljubljana pozablja na vse te zgodbe, vse te oddaje? Ja, jaz sem v nekem smislu, ker sem bil novinar, sem tudi to v bistvu zabeležil. Mene zelo presenetilo, da recimo Četrtkov večer, domači pesmi ne pevo, da recimo urednica ali pa urednik pred njo ni naredil nič v zvezi z zgodovino. Ampak to je vendarle radijska zgodovina. Jaz sem prvi takrat začel pisati v Kričača, to radijsko zgodovino, naredil tudi veliko portretov znanih osebnosti na RTV-ju, od Adamiča do, Čolnika in tako naprej. In sem enakovredno to upošteval tudi, kar se tiče teh radijskih oddaj, radijske zgodovine in tudi Lojtrica domača, to smo takrat s Šimankom pravzaprav začela. Šimek je prišel prav tukaj v kabinet in rekel, Ivo, dajmo nekaj narediti. Oba sva poslušala tudi tuje radijske postaje, zabavno glasbo smo poslušali v glavnem Luksemburg, kar se tiče narodno zabavne, v glavnem Avstrijo, ampak Avstrija je vedno cepljala za nam, mi smo pionirji te glasbe. No in na podlagi tega je rekel Šimek, dajmo nekaj narediti in smo potem v bistvu res nekako prevetrili to sceno. Zanimanje pri občinstvu je bilo ogromno. Jaz sem vstajal zjutraj ob 4 in hodil na prvi avtobus ob 3:45 v Ljubljano, da smo potem v Ljubljani začeli to. O legendah so povedali. Kako sta povezana z Ivanom Sivcem? Torej, največ sta povezana preko glasbe. Že od vsega začetka on nam je naredil za Alpski kvintet izredne tekste, ki so res super. Drugače pa tudi tako v kraju sva sodelovala, ko sem bil jaz v času županovanja, je celo napisal eno knjigo, Krvava grajska svadba, ki opisuje naš stari grad, Mengotov grad in seveda cela zgodba na to. Pa tudi sicer že njegov oče, dokler smo imeli mi še kovačijo, je k nam hodil kovat, ker mi smo podkovali tudi konje. Ivan Sivec je tudi dal ime naši znani mengeški prireditvi pod Mengeško Marelo. Katere viže ste največ igrali, za katere je besedilo napisal Ivan Sivec? No, kot Mengšan pravim, največkrat igramo v Mengšu, smo veseli ljudje. To je nekako kot himna Mengša. Igramo ga v kvintetu, igramo ga z zgodbo, igramo ga z veteransko godbo. Na vsaki prireditvi, kjer je veselo, zapojemo to pesem. O legendah so povedali. Domen Hren o Ivanu Sivcu govori le s superlativi. Kot glavni in odgovorni urednik je s Sivcem sodeloval že leta nazaj pri reviji Muzika. In vem, da je žena, ki je lektorca in je tudi slavistka, komaj čakala njegove članke, ki je rekla, viš, to dam sam naprej, kak je fajn, Tudi on je namreč slavist, izjemen človek, izjemen ploden pisec. Sivčeve knjige, ki jih je že skoraj 160, se dotaknejo tako mlajših kot starejših generacij. Kljub temu, da se je gospod rodil tam na
približno polovici prejšnjega stoletja, ne? In je torej že v letih še vedno zna pisati tudi tisto publicistiko, ki je za mlajše rodove, ne? In romane, ki še vedno pritegnejo pravzaprav tiste najmlajše bralce in seveda najstarejše. Ne? In mi je to bilo pri njem zelo zanimivo, ker bi si mislil, da človek, ki v letih ne razume več tako dobro mladih, ampak njegove teme, ne, še vedno ostajajo aktualne. Čeprav zaradi več dosežkov pa ga Domen vseeno najbolj spoštuje zaradi njegovega doprinosa k narodno-zabavni glasbi. Ivan Sivec je bil prijatelj Avsenika, Slaka, Miheliča, vseh naših glasbenih velikanov, našteva Domen in spisal na te teme številna priljubljena dela, ki jih ima naš voditelj doma, podpisane strani avtorja. Tako za navdih vzamem v roke in preberem in potem ugotovim, da je človek res znal iz teh oseb, največjih velikanov slovenske narodno-zabavne glasbe, pritegniti tudi tiste stvari, ki jih še ne vemo in vsakič znova z njegovo pomočjo kaj novega odkrijem. Kljub plodni pisateljski karieri pa magister Ivan Sivec ostaja še dolžan. In to prav našemu Domnu, ki se seveda glede tega rad pošali. In ostaja še dolžan, bom razložil zakaj. Tisto prvo knjigo, Najboljši slovenski ansambli, pa potem drugo knjigo, Najboljši slovenski ansambli, vse tja do leta 2000 se je štelo, ne? Potem pa sem mu rekel, zdaj pa že 20 let mimo in v zadnjih 20 letih se je ogromno spremenilo, ne? In bi bil čas, da ga nekdo brcne v rit, v ta zadnjo in mu reče, da bi pa morda vsaj prisostoval pri tem, da pa morda naredimo še eno, ne, tisto ta tretjo, ki bi pa pisala zdaj od 2020 naprej, oziroma od 2000 naprej, ne, morda do današnjega dne. Pisatelj, urednik in novinar Ivan Sivec je napisal tudi okrog 3000 besedil za pesmi. V lanskem letu pa je prejel visoko državno priznanje. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor mu je podelil red za zasluge za slovenski narod, za izjemno obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest. Ja, sva že pri narodno-zabavni glasbi. Ivan Sivec preko 3000 besedil napiše, potem napiše številne knjige o znanih Slovencih, vse od Avsenika, Slaka, Miheliča, Dovžana, Gobec je tudi zraven. To je en velik opus. Ja, predvsem je kar nekaj dela, ne? Ker je treba v bistvu iti na teren in se s temi ljudmi pogovarjati, preverjati podatke. Še bolj kot te portretne oddaje so morda zahtevnejše te vsi najboljši muzikanti 1 in 2 debeli monografiji. Bibliji. Vrste Biblije, ja. Stvar je v tem, da sem vse te ljudi iz prve roke obiskal, jih posnel, preveril, poslal njim domov tudi potem že napisano in mislim, da je vsaj tam 99% to točno. In videl sem poznaje, so vsi črpali iz teh mojih 2 monografij in veliko tudi so bili tako skromni, da sploh niso navajali, odkot to znanje, ne? Ampak so se nekako pokazali, da vse znajo. Ampak za vsakim človekom, ki je v tej knjigi, je obisk, je srečanje, je napisanje, je preverjanje z njim in tako naprej. To je ogromno dela. Sam sebi se čudim, da sem takrat imel toliko energije, ampak dobro je, da je to zapisano. Ali je res v narodno-zabavni toliko slabih besedil, kot znajo nekateri povedati? Jaz mislim, da ne. To je bolj pavšalno mišljenje. Mislim, da je v zabavni glasbi morda celo slabše, ampak jaz nikogar ne obsojam. Vsakdo ima pač svoj pesniški svet, vsako svoje dela, vsak zmore, seže do srednjih vaj nekdo malo više, nekdo nižje, ampak vsak je iskreno mislil. Jaz nisem nikdar recimo prišel v kabinet sem pa, da bi rekel brez navdiha in da bi rekel, danes bom pa napisal slabo besedilo. Franc Flerel, ljudski muzikant, kaj si je on v življenju, kakšno sled pustil, da si zaslužil takšno tvojo posebno pozornost? Jaz sem od njega, kot verjetno veš, napisal 3 knjige. On je v bistvu tipični tisti ljudski hodec, ki je včasih igral pred čebelnjakom v svoje veselje. Potem je pa prišel medij, radio, televizija in je on iz godca, ljudskega, preprostega, domačega, postal muzikant. Pred muzikantom se odpre neskončno velik oder, se odpre televizijski oder, se odpre radijski oder, se odpre občinstvo. In zdaj je vprašanje, kako ta človek to prenese. Ali bi igral še naprej za veselje, ali bi igral, kaj vem, za denar, za ljudi. In ob tem je ogromno tega tako imenovanega pekla. Moja prva knjiga je naslov o Francu Flerietu Godec pred peklom. On se znajde pred tem peklom. To je pa po znani štajerski zgodbi.
ljudske pesmi pravzaprav. Godec pride v pekel in tam reče Luciferju, a bi ti meni vrnil po eni varianti mamo, po eni varianti ljubico. Pa prav Lucifer, ja, bi, ampak če mi boš zaigral tisto vižo, ki je meni najbolj všeč. In godec je zaigral in je na ta način dobil nazaj ljubljeno osebo. To simbolično pomeni, biti moraš v pravem času na pravem mestu, kontaktirati s pravimi ljudmi in zaigrati tisto vižo, ki je ljudem blizu. In prav ta Franz Fleury je recimo to bil ta človek. Žal je nekoliko zašel te svoje poti, ampak mislim, da je bil vse življenje srečen, da on ni potreboval tistih velikih odrov, pa tudi velikega denarja ne. On je 3 dni, 5 dni skupaj vandral po svetu, mi da sva tudi veliko skupaj bila, tudi recimo v Švici se spomnim, ko smo recimo bilo konec literarnega večera, na katerem je igral, ne, pa je bil, komaj je začel igrati, pa sva šla ven na ulico in rekel, Ivo, lahko še eno zaigram? Jaz rekel, ni problema. Zdaj je igral na ulici še 2 uri in so ljudje začeli metati mu po 5 frankov kar tla na tja, tako da sva v bistvu, bi rekel, zaslužila. Sem rekel, pa glej, če bo Jugoslavija propadla, da gre pa še Jugoslavija, mi bo v Švico hodila, pa na ulici igrala. Posebno navest sta imela in še imata z tudi velikim glasbenikom, to je Franc Mihelič. Vsekakor, s Francem Miheličem sva potem v bistvu pravzaprav nadaljevala to pot, ki sem jo začel s Fleuryjem. Fleury je bil nekoliko neresen, ampak zelo prisrčen in nič slabega ni bilo v njegovi duši. Franc Mihelič pa je bil glasbenik, ki je bil bolj resen, kar se tiče organiziranosti in mislim, da sva skupaj naredila najlepše viže. Predvsem je to človek, ki je začutil moje besedila. Jaz sem veliko besedil napisal tudi naprej in ta besedila so morda nekoliko bolj pesniška. Tudi na radiju je bila komisija, ki je hotela imeti taka besedila, nekoliko globja, recimo tako, ampak ravno Franc Mihelič je to začutil enkratno. On je človek, ki je izreden glasbenik in mislim, da jih je zelo, zelo malo takih v Sloveniji. Leta 2002 dobiš tudi Sovanovo nagrado za življenjsko delo, številne zmage na festivalih. Kaj to tebi pomeni? Ja, to je bolj hipna potrditev, zaradi tega nisem nikdar pisal. Seveda je dobro, recimo Sovnova nagrada mi že nekaj pomeni, ker je to v bistvu za življenjsko delo. Sem dobil, sem sorazmerno mlad, ne? Tako da sem mislil, zdaj me pa hoče v bistvu že odpikati, ampak ni šlo za to. Pač je bila en vrstni red je bil, ta prvo je dobil Marjan Stare, ki je tudi zelo zaslužen za to, tako za glasbo kot za odlična besedila, tudi mnogih drugih dobrih tekstopiscev je. Jaz sem pač eden izmed njih, jaz imam svoj pesniški svet, tako kot ima vsak pesnik svoje. Jaz sem na srečo občutil ta prehod iz podeželja v mesto, ne. To je zelo pomembno pri tej glasbi. Mnogi tega ne občutijo, zaradi tega, ker ali živi samo na podeželju, ali pa živi samo v mestu. Ampak ta glasba je neke vrste krik po nekdanjem času, po malo nostalgije, po tisti idili, ki je pravzaprav marsikje več ni, ampak v glasbi moraš to povedati, v besedilu moraš to povedati. In kdor je to občutil, potem to lažje naredi. Ja, seveda ne morava mimo in niti nočeva mimo največjega izumitelja narodno-zabavne glasbe, to je Slavko in pa seveda Vilko Avsenik. Kako si ti doživljal te, kako si ti prve kontakte vzpostavil in kako je potem potekalo to sodelovanje z njimi? Prve kontakte sem vzpostavil preko poslušanja, ne. Da sem bil 4 leta star mulc, ko so Avseniki prišli ven, kot se temu reče, in pri sosedu so imeli radijski sprejemnik in smo hodili tja poslušati. Pol vasi je hodilo tja poslušati in to je bila za mene fantastična, nebeška glasba, tudi za vse vaščane. Nekaj, ko sem prišel recimo v mesto, v Ljubljano, so rekli, da je to taka čudna glasba, budrasta, kmečka, goveja in ne vem kaj. Ampak ko sem bil recimo v hali Tivoli, ko so Avseniki nastopali in ko so prvikrat zaigrali, to je bilo seveda veliko pozneje, Slovenija, odkot lepote tvoje, je 7000 ljudi jokalo od sreče. Še danes me strese ob tem. In ko je po tej skladbi so zaigrali, je rekel Tejo Lipicer, voditelj, je rekel, ker ste tako dobri prijatelji, ostanemo prijatelji. In so zaigrali še koračno polko. In je 7000 ljudi zajokalo, ploskalo in šli po tej skladbi domov in se rekel, v tej glasbi mora biti nekaj posebnega. 7000 ljudi ne moreš kar tako prinesti naokrog, ne. In se potem, prav zaradi tega sem začel bolj globje razmišljati. Z besedili me je pravzaprav Vilko sam poklical, ker je videl, da je bilo uspešno pri Miheliču.
je pravzaprav ta Mihrič bil odskočna deska. Potem so me nalepno začeli vsi klicati, ko je pri Mihriču bilo to uspešno. Od Slaka do Avsenika, do Petriča, do Rupara in tako naprej. Sami dobri ansambli, moram reči. Drugače pa potem sem rekel, to je treba nekako tudi verjetno obdelati znanstveno. Dr. Janez Bogataj, moj profesor poznaje, čeprav je komaj 1 leto starejši od mene, je enkrat pred Prešernovim spomenikom skočil s kolesa in rekel, Sivec, ti boš ti tole naredil, vpiši magisterij. Jaz sem rekel, jaz pa ne znam reči ne. Mi je rekel enkrat doktor Kmetzer, je rekel, Sivec, s tabo bi bilo zelo problematično, če bi bil ženska. Je rekel, ti ne znaš reči ne. Karkoli ti naročijo, ti v bistvu vse narediš. In verjetno je res ta problem. In ker mi je doktor Bogataj to naročil, sem jaz vpisal magisterij. In potem dobesedno krvaj pot potil, ker podobnega magisterija, podobnega doktorata ni v Evropi takrat, če je bilo. In sem primerjal to ljudsko ustvarjalnost, hkrati s to novo ustvarjalnostjo. V bistvu gre pa na koncu za isto. Ravno tako se nekdo en pesem spomni, ravno tako nekdo ne piše glasbo, tudi včasih je bilo tako. Včasih se je prenašalo iz roda v rod, iz vasi v vasi, iz roda v rod, zdaj se pa to prenaša preko medijev. In zdaj je hiperprodukcija, je 1000 pesmi, ampak na koncu bo spet isto ostalo. Tisto, kar bo dobro, recimo do vsakega ansambla po 5, 10, morda 20, morda pa celo manj, morda celo nobena. Na koncu bo tisto ostalo v bistvu narodno blago. Ti si spoznaval seveda te glasbenike tudi osebno, njihove osebne stiske, veselje, radosti. Pa ta svet, to življenje ni bilo vedno posuto zvezdami in soncem? Seveda ne. Jaz glasbenike moram reči, vse zelo, zelo spoštujem. Zato, ker v bistvu tisto, kar se vidi na odru, je v bistvu samo lepša plat medalje. Drugače pa to neskončno vaj, neskončno potovanj, neskončno vsega pri snemanju, tudi stroškov veliko. Tako da v bistvu, zdaj se v bistvu nekateri pravijo, se sploh ne splača igrati, ampak vse ni stvar v tem. Ti, če imaš veselje do glasbe, če si godec v srcu, potem ne boš spraševal nikdar o denarju, ampak boš nastopal. Včasih je bilo pa še veliko trše. Meni največ pomeni, recimo, Avsenikova zgodba, ko mi je povedal, da so en mesec igrali zastonj v Pratru na Dunaju in prodajali vstopnice, da bodo potem nastopili v veliki dvorani prvikrat za 4000 ljudi. In niso pa sklenili nobene pogodbe. Ko so prišli v to dvorano na koncu meseca, je tam nastopil drug ansambel, ki je igral njihovo glasbo. Takrat se še ni nič vedelo, kdo je Avsenik, ampak se je vedelo, da je ena nova smer v glasbi. In on preprosto ni nič nastopil in tudi nič dobil plačila. In je rekel, Slavec, sem šel domov, vzel harmoniko in zapodil v zadnji kot in rekel, nikdar več v življenju ne bom igral. Prav drugi dan sem rekel, pravzaprav sem bil pa malo naiven. Rekel, tretji dan sem rekel, dobro sem je. Rekel, 5. dan sem začel premišljati, pa se ta glasba ne more propasti. Če je drug ansambel igral in drug ansambel v bistvu uspešno nastopil z mojo glasbo v dvorani. Prav 6. dan sem poklical še enkrat menedžera in sem rekel, lepo prosim, če mi pripraviš dvorano z 200 poslušalci, v katerih je do tistega časa nastopil. V bistvu je vse to pot trasiral tudi za vse druge ansamble Avsenik. Dokler ste na Radiu Ljubljana bili ljudje, ki čute to glasbo, v različnih uredništvih, smo z veseljem odpirali tudi Radio Ljubljana 1. Zdaj pa imam občutek, da je ta glasba kar nekaj poniknila. Jaz mislim, da je glasba pač valovi, enkrat je več, enkrat manj. Predvsem gre za kakovost pri tem. Uredniki pa so, kakršni so. Te uredniki, ki so trenutno na marsikateri radijski postaji, so živeli v čisto drugem okolju. Vidim, da ne poznajo skladb preprosto. Vidim, da celo narodnih skladb ne poznajo, narodnih viš ne poznajo. Recimo, že ne 3krat sem slišal Mrz veter tebe rže, ne drobna ptičica od nas, marca pa aprila. Jaz sem rekel, pa kje ta človek živi, ko poslušaš to? Točno vidiš, da v bistvu ne obleduje tistega dela, za katerega je v bistvu plačan, v veliko škodo poslušalcev in gledalcev. To je velika škoda, se mi zdi. To je del nas, narodno zabavna, domača glasba, tudi zabavna glasba, vse to je del nas, ampak ne more biti samo alternativna glasba, ne more biti samo nekaj čisto tako, toliko, da je. Ta glasba se mora dobiti spet svoje mesto. Na polju do zori se sonce na hitro
hitro poslovi. Deželi je mrzla spet jesen, ki sanje odnese vsem ljudem. Kot ajda na polju je naše življenje, od cvetja do zime, korak je samo v žalost, obrne se vsako veselje, a vendar živeti je lepo. Zdaj gremo pa seveda tja, kjer bo pravzaprav Ivan Sivec tudi postal zapisan z velikimi črkami. Ivan Sivec, pisatelj, pesnik, 158 knjig. 159. 159, vidiš. Tudi na spletni strani več ne sledimo tako hitro. Kako si ti sploh organiziraš, da fizično zmoreš vse to napisati? Mislim, da je nič posebnega, da tudi drugi ljudje so zelo pridni, pa prizadevni, pa delovni, pa tako naprej. Sem na drugem področju. Jaz karkoli naredim, pravzaprav je javno in se vse vidi. Jaz sem že povedal marsikje, pa z veseljem povem tudi tebi, moj oče je bil kmet, je zjutraj ob 5 dal motiko na ramo in recimo poleti ob 9:30 prižvižgal domov in rekel, a veš, kako sem vesel, da sem nekaj naredil. Jaz tudi sem vesel, če nekaj naredim. Prve ne pozabiš nikoli, tudi knjige. Katera je bila prva? Ja, Pesem njenih zvonov, to je prav moja domača zgodba, zgodba naše domačije. Moj stric, ki ga nisem nikdar poznal, se je smrtno ponesrečil, padel z lipe in k nam je hodila domov ena ženska, ki je bila malo duševno prizadeta prav zaradi te smrti. Oni dva sta bila tik pred poroko in je potem v bistvu jo prizadel In to zgodbo mi je pozneje oče, ko sem bil polnoleten, povedal in sem to napisal. Hkrati sem pa tiste čase že popisoval tudi običaje za doktorja Kureta. Doktor Niko Kuret je bil takrat vodilni etnolog v Sloveniji in sem popisoval običaje kot dijak na Gorenjskem. In sem nekako združil te običaje, ki so bili še delno prisotni, pa hkrati to družinsko zgodbo. In ta knjiga je bila zelo uspešna. In to mi je nekako dalo krila potem tudi naprej. No, si en redkih, ki se loteva tudi zgodovinskih pa biografskih romanov. To se žal pri nas premalo dogaja. Koliko je tukaj fikcija oziroma koliko je torej tvoja domišljija, koliko je pa tistega, kar je bilo nekako po predvidevanjih resnično? Tako malo teh zgodovinskih romanov je zaradi tega, ker je to 3 do 5 več dela kot pa s katerimkoli drugim pisanjem. Zaradi tega, ker jaz pripravljam, recimo, ko knjigo pripravljam. Jaz grem v vse možne muzeje, v vse možne knjižnice, obiščem ogromno strokovnjakov. Marsikaj drugega je treba prebrati, tudi po 100 različnih virov, separatov vsega tega je, ker pomeni ta štrapac, kot se temu reče, lahko pred tem je neskončen. In slovenski pisatelji so glavno zaposleni in je nemogoče, da en zaposlen človek to vse naredi. Jaz sem zdaj na srečo upokojen. In tudi, ko sem prve knjige zgodovinske resne začel pisati, še rekel sem bil upokojen. Prej se preprosto to ni dalo. Tako da je. Kar se pa tiče teh zgodovinskih okvirjev, pa to, vse to je res, vse je pravi okvir. Ampak tako, kot je rekel Aristotel, ne pišite tako, da bo verjetno, da se je tako zgodilo, če tudi se ni zgodilo, mora izgledati, da se je zgodilo tako. Ker pomeni, okvir je zelo realen. Noter po svetu lahko domišljija nekoliko narase, ampak v vsaki knjigi imam najprej, v teh zgodovinskih knjigah, najprej roman ali pa povest, potem je dobra spremljena beseda, potem so zgodovinska dejstva, potem so pa še dokazi v fotografijah, tako delno iz muzejev ali pa pač iz drugih virov, delno pa z mojega terena. Jaz tudi vse te kraje osebno poiščem in nekako začutim te ljudi. Ženske so v zgodovini igrale zelo pomembno vlogo, ker se kaže tudi v tvojih delih, veliko ženskih likov se pojavlja. Ženske nasploh igrajo pomembno vlogo, zato sem se malo nasmehnil, da to zanika v bistvu resnico. Ne, v bistvu jaz vsekakor tudi v vseh teh zgodovinskih knjigah hočem prikazati velike slovenske
može in žene. Ženske so imele pa pomembno vlogo tako v preteklosti kot zdaj, zato ni slučajno to. Ampak ker so vedno, v glavnem te prikazujem te, rekel, neizpete ljubezni, neuslišane ljubezni in normalno je, da je potem nekako osredotočeno vse skupaj na ženske. Sploh pa se mi zdi, da ženske so včasih trpele veliko bolj kot moški. Moški je bil nekje le v družbi že naprej znan in poudarjen in tudi priznan. Ženska se pa morala za ta svoj prostor v družbi in tudi sicer zelo, zelo boriti, ne. Mi je recimo zelo zanimiva, kaj vem, ena Dragojila Milekova, to je bila učiteljica, v katero je bil Gregorčič zaljubljen in tudi ona v Gregorčiča, o tem sem napisal knjigo, ko je v bistvu, ženska so imela takrat kot učiteljica imela manjšo plačo kot učitelj. Kot učiteljica se v bistvu ni smela poročiti, kot učiteljica v bistvu ni smela ljubiti. In potem je potem čisto logično, da ko se srečaš s takim intelektualcem, kot je bil Gregorčič, da pač nastane ena iskra, ker sta se oba pogovarjala o istem in hkrati se začutila in jaz pravim, Bog ne požegna tudi tisti poljubček. Ampak največji opis je gotovo Karantanija, o tem si pisal zelo veliko. Vsekakor, ja. S tem sem pravzaprav začel, ko sem šel v pokoj, oziroma sem šel predčasno, to rad povem, 2 leti na čakanje, zaradi tega sem lahko Karantanijo napisal. Na RTV-ju so takrat ljudi spraševali, kdo bi šel rad v pokoj, doma pogoje, oziroma če grem na čakanje. In jaz, kot so rekli, da sem delovni norec, tudi na RTV-ju sem delal preveč menda, ker tam ni ravno tako hud tempo. Sem rekel, z veseljem se gre, ti pa ne moreš, potem bo pa redakcija propadla. No, sem rekel, propadla zaradi mene ne bo, ampak jaz bi res napisal Karantanijo. Moram reči, da takrat mi je k temu tudi veliko spodbujal doktor Šavli. In potem sva prehodila to Koroško, to našo Karantanijo po dolg in počez. In se premalo zavedamo, kaj imamo mi. Mi brežinske spomenike, to je v bistvu bilo v srču Karantanije je nastalo, okrog leta 1000. Brežinske spomenike razkazujemo po celi Evropi in to je fantastičen dokument, da smo Slovenci takrat obstajali na oni strani Karavank in imeli čudovit jezik, že lepši kot danes, veliko širši. In mene to zelo privlačevalo in še danes, kadar grem gor, kadar slišim avstrijska Koroška, me zelo zmoti. To je Koroška, to je naša Koroška, pa ne mislim nič politično, ampak tukaj je zibelka slovenstva, od tukaj je naš jezik se začel in od tukaj se je potem to počasi prevesilo na to stran Karavank. Zato z velikim spoštovanjem vedno govorim o Karantaniji, po vsem tistem, kar se je takrat dogajalo. Če bi Slovenci to bolj poznali, bi lahko bolj spoštovali sebe in to svojo zgodovino, bi bili lahko bolj ponosni nase, kot smo. No, jaz to vsekako posod tudi poudarjam, v slovenski in evropski zgodovini je zginilo okrog 42 narodov, mi pa smo še zmeraj tukaj. To pomeni, da smo nekaj bolj trdoživi, da smo v bistvu, čeprav smo na tem prepihu, na križišču, na v bistvu vetrovih, na čudnem prostoru, nenavadnem, v bistvu izpostavljenem prostoru, smo tukaj ostali. Ostali smo pa zato, ker smo pravzaprav v osnovi delovni, ker smo trdoživi, ker takrat, ko se nekaj slabega zgodi, tudi stopimo skupaj in nekako to stvar peljemo naprej. In to je vse od Karantanije naprej. Kdor pozna zgodovino, kdor vsaj majčkeno pozna zgodovino. Žal so na zgodovino malo preveč pisali na Dunaju, pa tudi v Beogradu in svojo zgodovino smo začeli pisati šele zdaj. In moje knjige v bistvu so en tak prispevek k temu, da bi, saj upam, da nekako pokaže slovensko zgodovino v pravi luči. Stvar je v tem, da te knjige so tudi zelo brane, ker pomeni ljudi to zelo zanima. In meni tudi to daje v bistvu eno povratno informacijo in tudi eno veselje do pisanja. Ja, da se zgodbi lotiš zelo profesionalno, dokazujejo tudi nekatere tvoje potopisi. Sam si šel na kraje, v katerih si pisal, Namibija, zgodbe iz peska, Srebrna praprot in še nekatere. Kaj si doživljal recimo v Avstraliji, v Namibiji, na severu, v snegu? Glavno si pozabil, Aljasko. Aljaska je moja velika ljubezen in zaradi Aljaske sem šel pravzaprav v svet. Ampak tukaj je kriv Jack London, ameriški pisatelj, ki je pisal o tem, o zlatokopih na Aljaski in podobne take pustolovske zgodbe. In očitno je v meni malo tega pustolovskega duha. In ko sem kot novinar snemal na radiju enega gospoda, ki je živel v Kanadi,
Sem ga na koncu vprašal, kaj si še želi in on je rekel, ja, da grem na Aljasko. Jaz sem rekel, ste tam, ste na Aljaski, tako rekoč, Kanada meji na Aljasko. Ja, je rekel, nisem še bil tam, pa bi šel, ampak iščem še koga, da bi šel z mano. Sem rekel, zakaj pa? Pravi zaradi knjig Jacka Londona. Nekaj smo trije možakarji, ta Joža Cvenker, pa Vojko Frelih, pa jaz odšli sami trije po poteh Zlatokopov na Aljasko in tam gor, delno tudi s pomočjo moje kolegice Raubarjeve, odkrili Slovenca, ki je nakopal na Aljaski tono in pol zlata in je bil najbogatejši človek v bistvu na Aljaski, pa ne samo na Aljaski, tudi v Ameriki tistega časa. In zelo zanimivo zgodbo smo potem skupaj odkrili in napisal sem 3 knjige o tem. Kaj pa Aborigini? Aborigini mi je interesantno v toliko, da recimo človek, danes ima vsega preveč, danes imamo neskončno razkošje, sem tega se ne zavedamo, pa kar naprej nekaj tarnamo, pa jamramo, pa nismo zadovoljni s tem, ampak imamo pa vsega preveč. Ta potrošniška družba nas sicer sili k temu, da imamo tega veliko, ampak Aborigini pa lahko pokažejo, kako na majhen način se da živeti, da se da z enim črvom preživeti en teden življenja, da se da v puščavi v bistvu vzpostaviti čisto normalno ravnovesje med življenjem in smrtjo in tako naprej. In take stvari so me vedno tudi nekako privlačevale. Podobno je recimo Namibija. Namibija, ko vidiš te črnce, ki živijo čisto na drugo življenje, drug sistem, ampak ta svet je, mogoče bo čudno rekel, enih 200 let za nami, ne? Ampak vidi se, da se da tudi na ta način preživeti. Morda je narobe to, ker je svet postal zdaj majhen in se te svetovi med sabo primerjajo ali pa celo hočejo se izenačiti. To je pa v bistvu neizvedljivo. In tukaj je lahko kaj narobe s tem našim malim ljubim svetom. Tvoje življenje na kmetiji doma, kasneje pa tudi srečamo v teh tvojih knjigah, kmečke povesti in romani. Včasih so rekli res, kruh po noči spijo, ne? In je imelo to nek pomen. Seveda, zelo globok pomen. Ob tej pesmi, ki tudi pesma obstaja, ne samo knjiga, ne, se vedno spomnim mame. Mi smo doma na kmetiji sorazmerno skromno živeli, ampak nič hudega ni bilo tako, da bi res kaj tarnali, ampak smo šli vsi, cela družina po borovnice. Mama je v Kamniku kupila moko, spekla kruh in to je kruh fantastično zadišal po sobi. Še danes mi neskončno diši vsaka skorja kruha. Ampak je bilo pa hkrati tudi to. En hlebec je bil za ponedeljek, eden za torek, eden za sredo. In ko sem zvečer mami rekel, daj mi še malo odreži tega kruha, je rekla, ja ne morem, kruh po noči spi. Ampak to je rekla so zame v očeh. Hudo je bilo, ne? Nekdo mi je rekel, da tisti pisatelj uspešen, ki uspe prepričati mladino, otroke, tebi je tudi to uspelo. No, tako, približno, da tako rečem. Otroci so pravzaprav najbolj zahtevni bralci, ne? Jaz sem veliko hodil po šolah, po teh bralnih značkah, vidim, kaj berejo, vidim, kaj čutijo, sicer samo pa sam, oziroma sam 2 otroka, ki sta zdaj seveda že kar v zrelih letih, imam vnuke, z vsemi se kar lepo razumem, prav lepo razumem. In nekako sem se skušal tudi njihovemu svetu vedno približati. Mislim, da prav zadnji Mega žurde je ena izmed knjig, ki bo nekako ostala za mano, pa morda kakšna tista, ki smo jo s Hončarjem naredili potem film. Nekako sem hodil ta svet tudi malo bolj veselo prikazati, posebno Hončarjeve te komedije so v tem smislu pripravljene in vidim, da je preveč teh zamorjenih stvari v življenju. Jaz sem vesel človek, po mami sploh, mama je rada pela, plesala, oče je bil dober pripovedovalec, tako da je kar nekih teh stvari verjetno združeno v meni. In na ta način skušam svet dojeti in tudi predati naprej, veliko bolj z vesele pleti. Ja, film, televizija je pravzaprav nekatera tvoja dela še bolj popularizirala, ampak začel si s Štiglицama, ne? Ja, to je Pozabljeni zaklad. Tugo Štiglic je enkrat prišel k meni in rekel, bi jaz lahko naredil film iz tvoje prve v bistvu mladinske knjige, Pozabljeni zaklad, pa to je hkrati moja mladost, ne? In je zanimivo to, seveda sem bil navdušen, pa mislim, da je tudi dober film naredil. Je pa zanimivo to, ne, da sem potem v tem filmu sam tudi eno malenkost igral in da sem kot poštar pri recimo 50 ali 45 let, ne vem koliko sem bil star takrat, prinesel pošto tistemu, ki igra mene, ker pomeni taka časovna finta. Sam sebi sem prinesel pošto, ne. In film je dobil takrat tudi zlato rolo in tako naprej, dovolj uspešen.
Spomnim se, da je celo, kaj vem, enkrat Bizovičar rekel, da je to njegova mladinska oziroma mladostna klasika bila in tako naprej. Vsekakor se mi zdi, da je teh filmov, ki nekaj povedo. Jaz sem zgodbar, pripovedovalec. V osnovi pripovedujem vedno zgodbo in če se to prenese potem na film ali pa na televizijo, tudi kot zgodba, potem to ljudje nekako spremljajo in drugače zagrabijo. Če preveč, bi rekel, umetniško v narekovajih, potem ni kontaktno. Zato so moje knjige so vse kontaktne, pa hkrati tudi recimo tisto, kar nastane iz tega navadno, je v redu. Roman, kaj povezuje vaju z Ivanom Sivcem? Povezuje naju ljubezen. Definitivno. Ljubezen do druženja, ljubezen do ustvarjanja, ljubezen do svobode, ljubezen do lepote in ljubezen do vrednot. Srečala sva se seveda tako, kot se v življenju srečaš. Jaz verjamem, da naključij ni. Je že bilo tako, da sva se srečala. Srečala sva se pa na ustvarjalnem področju, seveda njegove knjige, ki jih je zdaj napisal že več kot 150, govorijo same zase. Jaz sem se zapičil pač v njegove zgodbe o srečni in smešni družini Erjavec. Tukaj sva se našla in te njegove zgodbe so bile podlage za vse 3 moje scenarije, za vse 3 celovečerne filme in nadaljevanke, ki sem jih do zdaj naredil. Katera knjiga je bila najboljša podlaga za film? Vse 3. Moram reči, da to sem prav presenečen. Jaz pa nisem pričakoval, to je pravica in resnica, da bo prvi film Ljubimci delajo poleti po njegovi zgodbi doživel tak nesluten, množičen, predvsem pa pohvalen odziv. Potem so mi rekli, ja, sej drug ne bo tako, ker to ponavadi rečejo avtorju. Drug, Zakleta bajta, je presegel prvega. In potem so mi rekli, no, se zdaj pa konc. Pa ne, smo naredili še Princa na belem konju, ki je pa bil enako uspešen kot prva 2. Tako da ne moram niti enega izpostaviti in vsi 3 so meni moji otroci in so enakovredni. Humorja je premalo, povsod, tudi v knjigah pa sploh težko najdeš. Knjižnice so zelo skromne na tem področju, ampak ti greš pa na dopust s taščo in napišeš knjigo. To je ena zelo uspešnih knjig. Še vsako leto jih prebere več kot 1000 ljudi to knjigo. Mi je tudi meni nenavadno. Mislim, da bolj tašče berejo to, ne? Ampak gospe pri bolj zrelih letih tudi sicer veliko berejo, zelo jih spoštujem, ker v bistvu to so zelo se trudijo, da se ne postarajo. Znano je, da človek, če na stare leta veliko bere, da v bistvu možganske celice ne odmirajo in gospe so bolj dovzetne za to. Možakarji smo mogoče malo premalo za to, pa tudi kakšen šank je preveč v Sloveniji in tako naprej. Gospe pa berejo in prav ta dopust taščo se mi zdaj zanimiv. Imam pa odlično taščo,
še je živa, letos bo zdaj v kratkem 91 let stara in tudi ona mene zelo spoštuje. Ker pravzaprav mi je lepo to, da smo v medsebojnih lepih odnosih, pa sploh ne vem, zakaj bi taščo slabo jemal. Tašča ima več izkušenj, več ve, več zna. Navadno, če je normalno, ta mlad normalen, potem tudi nekaj lahko spoštuje. In nasploh se mi zdi, Partič mi je napisal v spremno besedo, da je pa to prva knjiga na svetu, ki nekdo opeva taščo, ampak mislim, da tašče so tudi zato, da jih opevamo. Leto 2019, torej lansko leto, sprejem pri predsedniku Republike Slovenije, red zaslug za slovenski narod. To je pa gotovo eno posebno priznanje. No, to mi je lepo toliko, da je nekako, da se opazi, ne? Pa hkrati, da sem našemu predsedniku, ga spoštujem, ker v bistvu skuša biti predsednik za vse, bolj kot marsikdo drug. To je dejstvo, saj jaz tako vidim svet, da sem lahko 5 minut predal o kulturi. Stvar je v tem, ko dobiš to priznanje, ne? Oni 5 minut berejo, kakšne zasluge imaš, jaz sem dobil red zasluge za narod, ne? In če imam to, ja seveda super. In tista obrazložitev je zelo dolga, ne? Potem ti pa dajo možnost, da nazaj 5 minut pripoveduješ. In jaz sem seveda povedal nekaj o knjigah, pa tudi o muziki. Hkrati pa sem zvedel že prej, da je predsednik Pahor prebral enih 5-6 mojih knjig in sem mu rekel, no, gospod predsednik, ker ste tako nekako dovzeten tudi za moje knjige, sem zelo vesel, da ste še tako mlad, ker do konca življenja bo treba prebrati še naslednjih 150. Ampak si pa mislim, da je skoraj edini v Sloveniji, tudi ne samo po številu knjig, tisti, ki s knjigo greš k bralcem. Nekaj čez 1000 obiskov po Sloveniji, to je garaško delo, potem se ta srečanja vzame tudi veliko energije. Ja, ampak je zelo lepo, moram reči, da mnogi pisatelji sedijo doma, so zaljubljeni vase, v svoje pisanje in pišejo lahko bistveno boljše kot jaz. Ampak bi rekel, te povratne informacije pa nimajo, kaj je dobro, oziroma kaj je bralno, kaj je ljudem všeč. Jaz grem rad na te literarne večere, tam navadno uro pa pol, 2 uri pripovedujem in nikjer še nismo razšli, da bi kdo rekel, da mu je bilo dolg čas. Ker v bistvu pripovedujem zgodbe. Tudi če nobene knjige prej prebral, nekaj zve novega in navadno lep stik nastane. Tisti, ki si lahko predstavljajo iz ameriških filmov, kriza pisateljev, potem mora biti muza, sedek k pisalnemu stroju in knjiga nastane. Kako pa pri tebi nastajajo knjige? Ja, brez navdiha ni nič, to je res. Ali je v Ameriki, ali v Sloveniji je povsod isto. Pač nekomu je to dano, da naslika lepo sliko, nekdo napiše pesem, nekdo lahko napiše knjigo, to je pač tako je. Vse sorte ustvarjalci smo in nihče ne zna vsega. In velika sreča je to, da si lahko izmenjujemo med sabo, da se lahko srečujemo zaradi tega. Meni, ko recimo dobim nek navdih, potem tisto stvar v bistvu poglobim. Ker sem učenec te kreativne šole pisanja, vem, kako se to stvar potem pripravi. Ko dobim eno idejo, ko dobim eno zamisel, takrat potem začnem to stvar raziskovati, hoditi okrog po knjižnicah, po muzejih, če je zgodovinska stvar in tako naprej. Sicer pa sam s sabo se veliko pogovarjati. Ni nujno, da je to na glas. Jaz, kot sam dobro veš, hodim veliko na svetega Primoža nad Kamnikom, skoraj vsak dan. In težko razumejo recimo vsi tisti, ki me srečujejo, jaz vsakmo z veseljem zdravim, ampak da bi pa z njim hodil gor in dol, me pa mi ne znese, ker ravno to je tisti čas, ko lahko razmišljam. In nasploh se mi zdi, da ta Primož daje en posebni navdih. Posebno točno na določenem mestu, ko se vračam, vedno dobim kakšno dodatno idejo. In tudi, ko knjigo pišem, recimo zjutraj pišem in grem potem na Primoža in ker mi manjka nekako, ali pa ker bi rad še drugače naredil, takrat vedno dobim, ko se vračam. Kdor Ivana ne pozna, bo rekel, ta je zelo seriozen, resen človek, ampak prijatelji iz Planinskega društva Kumarca in še marsikaj pravijo, ne, Ivan je duhovit, Ivan se zna zabavati. Ne vem, če sem ravno duhovit, ampak proti Kumarce, to je planinska sekcija oziroma planinska družba, vesela. Letos praznujemo 30 let. To je nenavadno, zbrali smo se zelo različnih profilov, od zobozdravnikov, doktorjev, profesorjev, navadnega delavca, ampak vsi smo eno, vsi smo enaki. Vedno naredimo en dober vzpon, saj včasih smo tudi vse najvišje gore pri nas obrali, pa tudi v tujini kar nekaj. Zdaj se niža ta stvar, seveda.
Potem gremo na kosilo v eno gostišče in potem Marjan Rak zaigra na harmoniko in zaplešemo. Jaz pripravim navadno kulturni, zabavni program, tudi drugi zdaj že pripravljajo razne življenjepise in tako naprej ob obletnicah za prisege in je veselo. To je enkrat na mesec, mesečno to in nekako je to enkrat tak lep občutek, da en krog 30, 35, 40 ljudi, ki zelo podobno razmišljamo o življenju, nikdar nikoli nobene zamere, nobene stvari ni prišlo, nihče se tudi ni napil tako, da bi bil naroden in je luštno. Meni se dobro počutim v taki družini. Elektronske knjige so rekli, to je prihodnost, ampak večinoma prisega na to, da knjiga diši pred nosom, da liste obrača. Kje je prihodnost slovenske knjige? Jaz upam, da saj prihodnost je, ne? Prvo, ker to je to. Knjig sicer izide zdaj še vedno veliko, ne? Tudi po 3, 4, 5 na dan, to je ogromno. Sam piše pa tudi vsakdo, ne? Pa marsikdo neha pisati, ko vidi, da se to v bistvu ne splača, da tukaj ni kakšnega finančnega učinka, ampak če te nekaj žene, potem to nadaljuješ. Zdaj, kakšna oblika je to, ali je to papir, ki diši, ali pa elektronska knjiga, pač človek vsak sam izbere. Meni seveda papir neskončno diši in mora biti ta tiskana knjiga, hkrati pa je več kot 20 knjig tudi že v elektronski obliki. In prav od svojih, bi rekel, sem presenečen, od svojih znancev, prijateljev dobivam tudi že odmeve. Jaz sem prebral že tvojo knjigo v elektronski obliki, vidim, da se ne more tudi veliko to bere, čeprav ne vem, kako se lahko v tisti svetlobi sploh bere taka elektronska knjiga, ampak očitno vse. In zdaj vse moje najnovejše knjige, vse izhajajo tudi v dvojni obliki. Vendar je še vedno več bralcev, ki berejo v bistvu v klasični obliki. Jožica, kdaj si se srečala s knjigami Ivana Sivca? S Sivčevimi knjigami sem se srečala kar zgodaj. Mislim, poznala sta se z možem in so tako midva začela sodelovati. On je že zgodaj začel pisati najprej kmečke povesti, te so mi bile izredno ljube. Ivan se spominja, kako si mu iz knjižnice domov nosila knjige? Ja, to je res. Dobro so sodelovala, korektno so sodelovala, vedno mi je napisal seznam, je rekel, Jožica bi lahko mi pomagala, ker on, ki je pisal knjige, je vedno izjemno dobro preštudiral vse gradivo. Potem je napisal in je bil pravi projekt, da sva iskala samo knjige v Nuku, v Slovanski knjižnici, v vseh mogočih knjižnicah v Ljubljani. Aktivirala sem tudi druge svoje knjižničarje, kolege in so mi pomagali in sem mu prinašala gradivo domov. Ali se Sivčeve knjige dobro izposojajo? Izjemno. Še danes sem poklicala kolegico, sem rekla, povej, kako je po 10 letih, kar sem doma, zdaj sem v penzionu, in mi je povedala, da še vedno izredno dobro. Kje kostan moj cveti, kje spod cvetov diši, kje veter požarom, kje listje šelesti. O stezi čez polje, odšel bi rad domov, med cvetjem pod kostanji našel bi svoj rodni krov. Ivana Sivca poznamo kot zelo uspešnega pisatelja. Kakšen pa je Ivan kot mož, oče, dedek? Poznava se 50 let že. In spremljam ga že od njegovo pisanje od mladih let. On je zelo vesel človek, zelo je spoštljiv, zna prisluhniti tako mlademu, preprostemu človeku, staremu in pa strokovnjakom. Doma moram reči, da delo si zna organizirati tako, da družina pri njegovem delu ni trpela, seveda pa takrat, kadar on ustvarja, kadar piše, mora biti pri nas tišina. To vejo vsi domači in prijatelji, tako da vendar si pa zna potem vzeti tudi čas zase, za nas in za prijatelje. Seveda se pa potem sprosti,
ko gremo mi v hribe, ko gremo na potovanja, in z njegovo pomočjo smo veliko lepih kotičkov Slovenije odkrili, seveda pa tudi tujine. Sta se kaj potepala v dvoje, plesala? Smo hodili včasih na veselice, seveda midva sva bila mlada in sva imela majhne otroke, oba sva tudi hišo smo gradili, študirala sva oba tudi še ob delu in tle ga moram pohvaliti in se mu zahvaliti, ker je bil on mene zelo spodbujal pri študiju, poleg službe, poleg otrok, ker sem delala potem višjo šolo. In seveda je bil tudi on sam zelo vztrajen, vse fakulteto in magisterij naredil, vse po službi. Ali si lahko Ivana predstavljamo na vseh 4, ko se igra z otroci, vnuki? Ja, je počel zelo rad in je tudi doma naredil za otroke vlak z lesa, z stesov, tako da z otroki tudi moram reči, pa so delali koče, pa tudi z vnuki potem naprej, zato ga tudi otroci ga imajo zelo rad, no. Ker je bila pač, mami bila tista, ki je malo bolj red, pa tako naprej, oči mu pa druge zadeve, ker ima veliko fantazije in seveda so šli v pravljični svet, pa tudi ta potovanja in tako naprej, tudi zdaj mi imamo recimo vnuk, ta stari bo 18 let star, ta druga vnukinja bo 16, ta mala je pa 9 let stara in vsi se z njim zelo dobro razumejo. Ali se Ivan znajde v kuhinji, kaj najraje je? Veliko stvari zna narediti, ampak kuhalnica mu pa ne gre od rok. Tako da zna pa zelo dobro kavo skuhati, to pa moram reči. Večkrat je rekel, ko bom pa v penzion, se bom pa jaz kuhne podstopil. Ampak on, njegov življenje so knjige, pisanje. Kaj ima zelo rad? Zelo rad ima domače jedi, orehove palačinke. Potem recimo zelo rad ima tudi kašo, mlečno kašo z jajci. Ali ste kaj vplivala na pisanje svojega moža? Moram reči, da jaz nimam take domišljije in tako, mu pa povem, kar mi ni všeč, čeprav moram reči, da me veseli toliko, ker zna preprosto napisati, da lahko razume vsak človek. Seveda mu pa pomaga, mu pa potem bolj pri korekturah, ko je treba korekture narediti, ko je stvar že napisana, ker gre čez knjigo tolikokrat skozi, da napak v bistvu ne vidi. Tle mu pa stojim ob strani. No. Ob strani mu pa tudi pomagam s tem, da sem hodila tudi na literarne večere, na potovanja, ker recimo posebno pri zgodovinskih knjigah, ker hoče vse videti v živo, od blizu, tiste kraje in tako da smo skupaj prepotovali zelo veliko. V toliko sem vplivala na njegovo pisanje. Si seveda tudi oče, si Iztok, Vesna, je še kdo po tvojih poteh ali so obrali druge zgodbe? Ja, vsi smo malo v bistvu nagnjeni knjigi, ne? Tudi žena seveda. Žena sploh je sopotnica in v bistvu na veliko teh poti jo jemljem s sabo, mi stoji močno ob strani. V bistvu je biti pisateljeva ali pa pesnikova žena, pravzaprav se mi zdi naporno, ampak zdaj zadnje čase to čisto nekako razume. Začetka je bilo še, bi rekel, malo usklajevanja v tem, ali je potrebno toliko delati, ne. Ona se očitno malo boji za mene, ampak kar precej, ker nikdar pa ne veš, kje je tisti nivo. A bi napisal 3 knjige na leto, ali bi napisal 2 ali 1. In ona nekako jo bolj skrbilo, zdaj nekako v zadnje čase me kar pusti, ker vidi, da je brez moči pri tem. Sin je v bistvu založnik, ampak nekaj mojih knjig je tudi založil, pa učbenike in druge stvari. Hčerka je normalno, sploh očeva, drugače že biti ne more, ne. Zna dobro pisati, je v bistvu samostojna kulturna umetnica. Je pa zanimivo, da tudi vnuk, predvsem pa obe vnuki sta že nekaj pesnice pisali in tako naprej.
Najmlajša vnukinja Maša se mi zdi, da je po značaju zelo blizu mene. Lana pa je bolj taka beko dama, ki bo sprejema svet malo drugače, ampak tudi v tem pesniškem smislu. Vsi trije vnuki pa neskončni bralci. Mi gremo na morje vedno s tako skladovnico knjig. Hčerka in zet, pa tudi sin in snaha usmerjajo svoje otroke, da veliko berijo, veliko gledajo filme. Meni je zelo lepo, recimo, ko sem jih na morju obiskal, v sedijo vsi na tleh, pa berijo knjige ali pa drugi če srečam, vsi gledajo film in tako naprej, ker jim je to nekaj pomen, ta duhovna hrana. Ampak se človek ne more biti brez duhovne hrane živeti in mislim, če sva kaj naredila v življenju z ženo, sva to, da sva otroke v bistvu nekako napeljala v to smer, da so pošteni in vnuki in hkrati, da jim to nekaj pomeni. Mi gremo recimo, skupaj na potovanje, lani smo bili skupaj na Aljaski in vse tisti svoj svet sem razkazal in so bili vsi navdušeni, ampak oni so mi pa hkrati svoj svet pokazali. Smo bili recimo v Las Vegasu, to sploh ni moj svet, ampak zanimalo me pa je, kako to izgleda. Za mene je to noro v bistvu, en popolnoma tuj svet, ki je prignan čist do neke skrajnosti, do enega blišča, ki je ves navidezen, ki je vse podprto z neskončnim denarjem, ampak jaz sem bolj srečen, če grem na Primoža. Sivče, vi imate zdaj pristanišče tukaj v Mengšu. Koliko si se pa ti uspel v vseh teh letih, odkar si v Mengšu ustvaril dom in družino, vpet tudi v sam Mengeš? Morda še preveč. Jaz v Mengšu, pravzaprav tisti, ki sem Mengšu dal slogan z glasbo v pesmijo, takrat močno pisal v časopise, v domžalski časopis, da je Mengeš sploh postala občina. Hkrati napisal več 100 člankov v domžalske in druge časopise v zvezi z Mengšom, v zvezi z glasbo, v zvezi s tem. In sem se tako opel, da pravzaprav en moment ni bilo niti časa, pripravil Marjelo, 11 scenarijev pod Mengeško Marjelo, pravzaprav sem sopobudnik tega, pa še marsičesa drugega v Mengšu. Tako da sem kar precej vpet, pa tudi z ljudmi se lepo razumem, ampak sem se potem nekoliko umaknil, ker preprosto vsega se ni dal peljati naprej. Ker sem preprosto moral se le osredotočiti bolj na knjige in na to, tako da to novinarsko plat, pa morda še kakšno sem malo opustil. Ivan, hvala lepa za tale pogovor, hvala, ker si nas sprejel na svojem domu. Malenkost, ne? Obilo dobrega in vse lepo še naprej v življenju. Hvala lepa in hvala lepa za povabilo in hvala lepa, da imate tako dober okus. Srečno mlada Slovenija, pride čas, ko vino dozori, ko se v polnih sodih zaiskri. Pride čas, ko ide fant na vas, ko deklitu zažari obraz. Pride čas, ko ptica poleti, ko domače gnezdo zapusti. Pride čas, ko žitev dozori, ko se zlatoglasje zablesti. Srečno mlada Slovenija, Slovenec in Slovenka, tebi dano nazdravljamo, naša lepa mladenka. Vse najlepše prijatelji, naj zazveni zdravica. Slovenija, Slovenija, srečna bodi ti. Oj, ladje, fantje in možje, oj, ladje, dekleta in ženi, oj, ladje, jutro se budi, mlada se nam Slovenija rodi.
večno mlada Slovenija, Slovenec in Slovenka, tebi dano nazdravljamo, naša lepa mladenka, vse najlepše prijatelji, naj zanj zveni zdravica, Slovenija, Slovenija.